Drage gledalke, spoštovani gledalci, v klepetu ob kavi tudi danes, tako kot vedno, nekaj dobrega. Vete, vse smo malo sebični za nas, ampak tudi za vas. Da se bomo imeli dobro, da bomo zdravi, da bomo imeli polne energije in bo lahko ta čas, ki nam je namenjen na naši zemljini oblici, izkoristili tako, da nam tiste zadnje dni ne bo preveč žal, kam smo dali tista dolga desetletja. Danes se bomo ustavili, če ste bili prvi dan v šoli bolni, ste preskočili črko A. Drugi dan smo jemali pa črko B. Danes ne bomo jemali črko B, ampak B vitamin. Prav vesel sem, da je nekdo z nami. Naša stara gostja, naša stara prijateljica, gospa Jelena, dober dan, dobrodošli. A imate z razlogom tako širok nasmeh danes? Ja, zmeraj je v bistvu tako, če imaš dovolj vseh hranil, potem imaš tudi dovolj energije. Zakaj, Jelena, greva kar takoj. Zakaj je B vitamin tako pomemben? Ja, v bistvu nasplošno vitamini so pomembni, zaradi tega, ker so to organske spojine, ki jih v večini primerov ne moremo dobiti drugače, jih telo ponavadi ne ustvarja, razen nekaterih iz previtaminov, recimo kot ene predstopnje, ampak večinoma jih moramo dobiti iz hrane. In zaradi tega, ker marsikdo danes ne uživa tako dobre in kakovostne hrane, ljudje imajo ogromno težav s prebavo, želodcem, s slabšo absorpcijo, potem nažalost ne zaužijo zadostne količine teh nujno potrebnih vitaminov. In ko govorimo o vitaminih B kompleksa, zmeraj govorimo o kompleksu. V 19. stoletju so prvič odkrili vitamine B kompleksa, takrat so mislili, da je to v bistvu samo en vitamin, ampak so pol ugotovili, da jih je več in zaradi tega te številke, ki pridejo zraven, pa poznamo tako vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, tisti so nekako najbolj znani. In ponavadi, ko imamo tudi kakšne dodatke, se v glavnem tisti omenjajo oziroma se dodajajo v tisto mešanico, s tem, da poznamo še kakšne druge vitamine B komplekse, recimo tudi holin, inozitol, PABA, pa tudi vitamin B13, B15, B17, to so recimo mogoče manj znani iz te skupine. Jelena, kaj počne B vitamin v našem telesu? Ali kaj počne, ali mu je dolg cajt? Ja, najbrž mu ni dolg cajt, ja, ima svojo vlogo in nalogo, ja. V bistvu vsak od tistih vitaminov B kompleksa ima svojo nalogo, ampak tudi imajo take skupne naloge. Predvsem je zelo, zelo pomembno, da zaužijemo zadostno količino vitaminov B kompleksa za naš živčni sistem, tudi za presnovni sistem, se pravi za presnovo ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, tudi za boljše delovanje možganov, tudi srca, mišic generalno, za obnovo in za rast naših celic, se pravi, brez tega absolutno ni funkcije telesa, ampak hkrati tudi za našo kri, ker nekateri vitamini B skupine so ključni za tvorbo rdečih krvničk in tako dalje. Tudi seveda za kožo, za lasje, za nohte, marsikje lahko najdemo tiste funkcije, ki so pomembne za naše telo v povezavi s temi vitamini. Jelena, a vsak človek potrebuje enako pozornost pri vnosu B vitamina v svoje telo, ali so kakšni, ki ga potrebujejo več, drugi pa malo manj? Ja, v bistvu vse odvisno, kako živimo. Se pravi, kot sem že rekla, če naša prehrana ni tako optimalna, se pravi, vitamine B skupine ponavadi dobimo, če jemo raznovrstno hrano, tudi recimo, ko govorimo in iz rastlinskega sveta in tudi tisti, ki uživajo vsa živila, s to razliko, da recimo tisti, ki smo bolj rastlinojedi, nam lahko primanjkuje vitamin B12. Zmotno je tudi prepričanje, recimo, da vitamin B12 se nahaja izključno samo v živelih živalskega izvora, v bistvu ga proizvajajo mikroorganizmi v zemlji. In težava z vitaminom B12, ki ga skozi omenjamo v tej povezavi vegani, vegetarijanci, je ravno v tem, da to intenzivno kmetijstvo uničuje same mikroorganizme in marsikdo tudi ne ve, da ravno živali, ki jih vzrejajo za pol uživanje, ki jih ljudje uživajo, pojejo največ dodatka vitamina B12. 80% tega dodanega vitamina B12 se v bistvu dodaja živalim. Tako da ni nič čudnega tudi, da
tega še mi dodajemo zraven, pa tudi marsikdo, ki je vse jed, ima težave recimo s tem vitaminom, posebej, ko imajo težave z želodcem, želodčno kislino, tudi tisti, ki imajo gastritis, ponavadi imajo s tem težave, zaradi tega, ker se v bistvu uničujejo celice, ki so v sami želodčni sluznici, ki izločajo en poseben faktor, ki mu rečemo intrinzični faktor, ki veže vitamin B12 in potem ga odpelje v bistvu v tanko črevo, kjer se naredi sama absorpcija vitamina B12. In seveda, če tega intrinzičnega faktorja ni, potem lahko nastanejo velike težave in tako, da ljudje recimo, ki imajo potencialno tendenco, da zbolijo, to se imenuje posebna vrsta anemije, perniciozna anemija, ki je vrsta megaloblastne anemije, kjer se v bistvu na nek način poškoduje ta sposobnost sinteze DNK v eritrocitih, takrat lahko imamo velike težave in tukaj se kažejo tudi prvi simptomi, ki so s tem povezani. Recimo, to je, temu bi lahko rekli, kronično pomanjkanje vitamina B12, mravljinčenje v rokah, v nogah, rdeč pekoč jezik, tudi slabša koncentracija, drastičen pad energije in tako dalje. Tudi pri otrocih recimo se ne razvijajo dobro, ne morejo normalno držati glave, takrat, ko bi morali in tako dalje. Tako da ljudje, ki imajo želodčne težave, resnično morajo razmisliti o tem, da preverijo, kakšno je stanje. Zmeri pravim, tudi če ne verjameš simptomom, ker lahko so simptomi tudi povezani s katerimi drugimi težavami, lahko preveriš zadeve. Recimo, greš v laboratorij, dobiš rezultate. Pri B12 je zelo pomembno, če želimo preverjati, kako je s tem pomanjkanjem, da ne preverjamo samo vitamina B12, ampak tudi homocistein. To je aminokislina, ki je normalno prisotna v telesu, ima svojo funkcijo, ampak če preseže homocisteina v krvi, potem lahko nastane poškodba recimo samega ožilja, tudi srčno-žilne bolezni in tako dalje. In ravno B12, B9 in B6 so odgovorni za razgrajevanje tega. In če recimo nam primanjkuje vitamina B12, in če imamo visoko vrednost homocistena, vemo, da imamo težave recimo s pomanjkanjem vitamina B12. Tako da ni samo za tiste, ki ne jemo nič živalskega, ampak tudi drugi, posebej starejši, ker v starosti se zmanjša želodčna kislina in takrat tudi tisti, ki uživajo tudi drugo hrano, živila živalskega izvora, ne morejo dobiti vitamina B12, ker je vezan na beljakovino. Tako da to je v povezavi s tem, se bova še pogovarjala o drugih zadevah. Zaradi tega sem vas vprašal, Jelena, ker naša gostja Simon Godina je vedela nekaj povedati v zvezi z B-vitaminom in ženskami. Pa poglejmo, če ima to kakšno zvezo. B-vitamini so udeleženi v metabolizmu, odnosno pri tvorbi hormonov, odnosno tudi pri transportu, da rečemo. Pa B-vitamini imajo tako in tako veliko vlogo pri uravnavanju stresa. Mislim, B-vitamini so itak ženski, bomo rekla, vitamini, tako da ženske obvezno potrebujemo. B-kompleks ali pa B6, B12 bi mogoče tukaj izpostavila, ker B12 se pa podpira pa metilacijo, to pomeni, da regulira to estrogen, odnosno pomaga pri pravilni presnovi tudi estrogena. Ker sama vem, da sem začela uživati B-vitamine, B-kompleks popoldan, kar se mi je zgodilo je, da je ta želja po sladkem je povsem šla stran. Prijateljica v naši ekipi Živa pa je prišla do normalnih količin zaužite kave skozi dan, medtem, ko je popoldan vzela B-vitamin. Tako da so v bistvu kot ena tak, dvignejo energijo in ponavadi nam popoldne malo to pade, takrat kave, sladko, da bi se dvignili, ampak ni dobro, ker pa so ti padci kritični. Pa s kavo si pokvarimo spanec lahko, sploh če jo slabo metaboliziramo in še 8 ur lahko deluje. Jaz sem tak primer, jaz ne smem kave popoldne piti, ni šans, pol sem kozajc v 2 zjutraj. To je povedala naša stara znanka Simon Godina o ženskah in B-vitaminu. Jelena to prav gotovo ve. Ja, definitivno. Jelena, vprašanje je pa tako nasplošno za vse naše gledalke in gledalce. Dajte nam en nasvet, kaj najemo, da sploh ne bomo v skrbeh, da bi nam B-vitamina zmanjkalo? Ja, v bistvu, ko ste že vprašali, kdo pa rabi, vsi rabimo vitamine B-kompleksa, pa tudi povečano
potrebo po vitaminu B, vitamini B komplekse vsekakor imajo tiste, ki želijo zanositi, to že vemo, folna kislina, ampak nasplošno generalno vsi vitamini B kompleksa, ker med seboj sodelujejo. Tudi tisti, ki malo več spijejo, pogledajo bolj v kozarec, bolj pogosto. Se pravi, če je več alkohola, če že v prispevku je bilo tako, da sladkor, tista predelana hrana zelo uničuje samo prisotnost vitaminov B kompleksa, ker razgrajujejo tudi te stvari. Tako da tudi tisti, ki uživajo več kave, več pravega čaja in tako dalje, kadilci, tisti, ki so pod večjimi napori, tisti, ki imajo veliko stresa, ki se veliko učijo in tako dalje, tisti imajo večje potrebe po samih vitamini B kompleksa in več jih porabijo. Zdaj vemo, da so vitamini B kompleksa topni v vodi. Tudi vitamin B12, to razliko, da to je edini vitamin B kompleksa, ki se lahko tudi shranjuje v našem telesu. V jetrih, pri nekaterih odvisno od posameznika tudi do 10 let. Ostali pa tako, če je presežek, se izloči skozi urin, zaradi tega ni take nevarnosti, tudi če zaužijemo majčkeno več vitaminov B kompleksa, da bo nastala kakšna škoda. Seveda ne smemo pretiravati v teh količinah, ampak prej je prisotno pomanjkanje. Zdaj tisti, ki so res bolj naravnani na ta naraven način življenja, oziroma naraven se dosti pogosto tako uporablja v napačne namene, ampak rečemo temu, da je bolj optimalen način življenja, da res nimajo veliko stresa, da pojejo res raznovrstno hrano. Tukaj predvsem govorimo o polnovrednih živilih. Vitamini B kompleksa se nahajajo v žitih, ampak tista, ki niso predelana, da je prisotna še ovojnica. Govorimo o polnovrednih žitih, stročnicah, nekaterih semenih oreških, sadje, zelenjava in živila živalskega izvora. Se pravi, povsod najdemo vitamine B kompleksa. Zdaj, če je hrana siromašna, če v bistvu jemo samo eno te isto vrsto hrane, v teh primerih se lahko zgodi kakšno pomanjkanje. In kot sem že omenila, nekatere simptome, ki so recimo povezani z vitaminom B12, pri nekaterih drugih se lahko kaže, pa da lahko preverimo, če so težave z vitaminom B, če ga zaužijemo dovolj ali če predelamo hrano tako, da je dobra absorpcija. Če slučajno imamo kronično utrujenost, pa če je sam fokus slabši, če je spomin slab, če recimo ne moremo dobro spati, če nas matra nespečnost, če imamo težave s kožo, recimo razpokana koža, srbeča, rdeča, tudi recimo v kotičkih usnic se dostikrat javijo kakšne razpoke in me vprašajo takrat, pa zakaj meni to tle poka, velikokrat je to v povezavi s pomanjkanjem vitamina B2. Tako da v bistvu, če imamo kakršnekoli od teh težav ali depresije ali recimo anksioznosti, če smo zelo razdraženi, spreminjamo razpoloženja, naj bi v tem primeru res pomislili, da preverimo, kako je z vitamini B kompleksa. Tako da, če jemo kakovostno hrano, če nimamo prebavnih težav, naj ne bi bilo tega pomanjkanja. Ampak nažalost, ker živimo v takem času, da veliko ljudi zelo slabo odreagira na stres, veliko je stresnih situacij v življenju, takrat zaradi tega, ker so vitamini B kompleksi izjemno pomembni za delovanje našega živčnega sistema, so tudi živčni prenašalci, spodbujajo tudi normalno nastanek in delovanje posebnih nevrotransmiterjev, od tega dosti znanih, zaradi tega v povezavi tudi z razpoloženjem. Serotonin, tudi noradrenalin, melatonin tudi zaradi spanja, tudi tale dopamin, pa hkrati acetilholin, recimo tudi za spomin. Če v bistvu ni dovolj vitaminov B kompleksa, tukaj lahko nastanejo velike težave in, kot sem že omenila, ali s kožo, ali z energijo samo, z utrujenostjo, živčnostjo in tako dalje. In če se nekaj od tega pojavi, potem je dobro tudi dodajati vitamine B kompleksa, če jih ne zaužijemo dovolj s hrano. Ni treba dodajati. Kaj je s kvasom? Jaz sem nekaj slišal, da je... Dobro ste me spomnili. V bistvu to je najboljši naravni vir vitaminov B kompleksa. Se pravi, kvasni kosmiči, ko govorimo, to je deaktiviran kvas, in plus še pivski kvas. Ampak s tem, da v teh oblikah ne najdemo vitamina B12, ker, kot sem že rekla, ga proizvajajo mikroorganizmi in ponavadi ga tukaj ni, razen če ga dodajo dodatno, recimo v kakšen pivski kvas ali v kvasne kosmiče, ampak danes je ogromno ljudi tudi alergično na same kvasovke. Zaradi težav tudi z glivičnimi okužbami ali tem neravnovesjem bakterijskim, takrat se lahko zgodi, da v bistvu razvijemo alergijo na kvasovke,
tudi v tem primeru, če je neaktivna oblika in potem je zelo težko na naraven način dobiti iz tega najboljšega vira ravno vitamina B kompleksa. Tako da je definitivno vsakega posameznika treba pogledati ravno to, kar sem rekla, nisem omenila, katera je bolezen bila povezana z pomanjkanjem vitamina B kompleksa, predvsem tukaj govorimo o vitaminu B1 v tem 19. stoletju, ko so to odkrili. Beriberi je bolezen, ki je znana in ki je zelo nevarna, tudi smrtno nevarna. To se je pojavilo v bistvu v Aziji, v azijskih državah, kjer so pojedli ogromno riža, ampak nažalost so ga začeli luščiti. In bel riž je problematičen, zaradi tega, ker če ni več ovojnic, potem ni več vitamina B kompleksa oziroma v zelo majhnih količinah je. In ravno pomanjkanje vitamina B1, to je tiamin, je povzročilo nastanek velikih zdravstvenih težav. Tukaj vemo, da vitamin B1 je posebej pomemben za zdravje našega srca in če ga je premalo, lahko pride do srčnega popuščanja, lahko se razvijajo edemi, tiste otekline v telesu, lahko recimo mišična šibkost, bolečine v sklepih in tako dalje. In to lahko, če je trajen oziroma če je kronično pomanjkanje, lahko pripelje do resnih težav. Jelena, zdaj ste nas pa prestrašili, ne? Mi smo že čist hin in bomo leteli v trgovino kupiti B-kompleks, B-vitamine, da se spravimo na normalno raven. V nekaj besedah, na kaj paziti, ko gremo? V trgovino. V bistvu, odvisno, kaj si želimo, ko sem že rekla, v hrani, če je polnovredna, raznovrstna, ne bi smelo biti težav, če se tega držimo. Če pa se ne in če živimo na tak način, da smo veliko pod stresom, spijemo veliko alkohola, kadimo in tako dalje, takrat moramo razmisliti, da je mogoče kaj narobe. In v bistvu, če pa želimo kupiti kakšen dodatek prehranski, tukaj res moramo biti pazljivi, ker danes so različne variante, sintetične variante teh dodatkov in ne delujejo vse enako na naše telo, tako da je treba vedno preveriti, na kakšen način so pridobljeni sami vitamini, ali kakšen je ta kompleks, kakšna je ta struktura, ker dostikrat, če imamo premalo tudi vitaminov B kompleksa v samem kompleksu, to zna biti težava, zaradi tega, ker eni na druge delujejo in vplivajo na to, da se aktivirajo v sami tej skupini, tako da je treba najti kakovosten vir prehranskega dopolnila. Predtem pa seveda preveriti, a so prisotni kakšni simptomi, ki jih nekako povezujemo s pomanjkanjem, in laboratorijski tudi preveriti, če so kakšne pomanjkanja in videti, če je sploh potrebno dodajati nekatere vitamine B kompleksa. Konec koncev, Jelena, če gledamo vse skupaj, nič ni en sam ladliček, a ne da? Tako je, tako je. Vse povezano skupaj. Res je, res je. A so probiotiki pomembni pri B-vitaminu? Ja, so pomembni predvsem zaradi tega, ker se nekateri vitamini B kompleksa proizvajajo ravno v našem črevesju. Se pravi, koristne bakterije, tudi nekatere glivice proizvajajo tudi vitamine B kompleksa in če v bistvu imamo kakšno antibiotično kuro recimo ali imamo neravnovesje na tem področju, potem z tega vira spet ne bomo imeli. Se pravi, ne bomo imeli mogoče koristnih bakterij, ki bojo proizvajale vitamine B kompleksa. In tle smo spet sami sebi naredili eno veliko škodo. Tako da v tem smislu, če vemo kako pa kaj, seveda naredimo tudi probiotično kuro, da okrepimo tudi telo, ker vemo, da so tudi vitamini B kompleksa izjemno pomembni za normalno delovanje našega imunskega sistema, za obnovo celic in če tega ni, potem so lahko velike težave. Jelena, lahko je vam certificirana nutricionistka, mi imamo pa krompir, solatko, korenček. Hvala lepa, Jelena, še kdaj dobrodošli v našem studiu. Vi pa se veste, dragi gledalke, spoštovani gledalci, poberite vse, kar tamle na domačem vrtu raste. Če vam ne, vzemite v roke lopatko, pa motikco, pa naredite nekaj zdravega zase in potem ne bomo rabili poslušati Jelene in seštevati vitamine, probiotike in ne vem še kaj. Naj vam uspe. Pojdite ven, naredite nekaj zase in lepo se imejte. Hvala. Ampak bolj kako dodajati, kako pač, da nismo zdaj obremenjeni s tem, kaj ne smemo. Ampak da se osredotočimo na to, kaj pa lahko. In ko vidiš, kaj lahko,